banke so jim lažnivo prodajale te kredite kot varne. Če preberem dva oglasa iz tistega časa. Ena banka je pisala: želimo vam pomagati, pripravili smo ugodne stanovanjske kredite, ponujamo vam strokovno svetovanje, skupaj bomo našli najprimernejšo pot, smo prva banka, ki vam omogoča večvalutni kredit z minimalnim valutnim tveganjem. Se pravi, banka je govorila, da je valutno tveganje minimalno. In druga banka pravi, to je pisalo pod oglasom za kredit v švicarskih frankih: stanovanje ali hiša so sanje vsakega Slovenca. Uresničitev teh sanj pa pomeni velik korak v varno prihodnost. Se pravi, minimalno tveganje, varnost. To so bile besede, s katerimi so bili obdani krediti v švicarskih frankih. In dalje, ko se pogovarjamo o odgovornosti, mislim, da se je treba pogovoriti o odgovornosti inštitucij. Švicarski franki niso bila edina napaka, če tako rečemo, bank v tistem času. Jože Lenart, ki je govoril pred mano, je povedal, da so banke v tistem času zelo neodgovorno razdelile kar 24 milijard evrov posojil, ki smo jih potem poplačevali davkoplačevalci v naslednjih letih. In ko so se banke znašle v težavah, je bilo kaj? Prišle so pred nas, zakonodajalce, oziroma vas, mene takrat še ni bilo tukaj, in so rekle: mi smo preveliki, da bi propadli. Odvežite nas te odgovornosti. In so seveda vsi razumni politiki tistega časa rekli: ja, finančne inštitucije, banke v Sloveniji so prevelike, da bodo propadle, treba jih je rešiti, in so jih rešili z 5 milijardami evrov davkoplačevalskega denarja. Zdaj, ko imamo nek neznaten problem, 300 milijonov evrov kreditov v švicarskih frankih, zaradi katerega pa trpi potencialno 5% slovenskega prebivalstva, se pravi 32 tisoč gospodinjstev oziroma do 100 tisoč ljudi, se pa delamo, kot da je to njihova odgovornost. Zakaj? Zaradi tega, ker so premajhni. Ker nam je za njihove usode vseeno, samo zato. Ker je vseeno, če neko gospodinjstvo ne more odplačati kredita in če mu rubijo stanovanje. Vseeno. Za sistem je to vseeno. Ampak ne moramo se tako obnašati. Mi smo tukaj predstavniki ljudstva in vendarle smo tukaj zato, da zaščitimo njegovo socialno varnost, njegove pravice in tako dalje. Ko imamo pa očitno dvojna merila. Bankam 5 milijard, malim pa klofuta, ali kaj.